spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, drage poslušalke in poslušalci. Tokratni klepet na kongresu nam bo prinesel pogled naših rojakov z Madžarske, točneje iz Porabja, kajti naša gosta sta predsednica Zveze Slovencev na Madžarskem, gospa Andreja Kovač. Dober dan. Dober dan, pozdrav. In pa vaš predhodnik, dolgoletni predsednik od leta 1990 do 2019, gospod Jože Hirnek. Tudi vam dober dan. Dober dan, želim. Namen teh pogovorov seveda je tudi osvetliti čas pred 30 leti, kako se morda vidva spominjata tistega časa, ko se je začelo pripravljati na osamosvojitev Slovenije in ti prvi dogodki, ki so bili. Gospod Hirnek, morda vi, ki ste bili takrat v tej vidnejši vlogi. Ja, hvala lepa. No, jaz sem od leta 80 do 86 tudi študiral na Filozofski fakulteti in seveda smo že tam spremljali dogodke od sredih 80-ih let in nekako smo že čutili v zraku družbene in politične spremembe tukaj v Sloveniji. Seveda pri tem nam je veliko pomagal časopis Mladina, kaj smo vsak teden prebrali in smo se pogovarjali tudi mi študenti med sabo in tudi z ljudmi, saj smo poznali ogromno ljudi tukaj, tudi takrat, ko sem se vrnil 86. domov in nekako sem čutil, da Slovenci dolgoročno hočejo živeti sami in biti samostojni, saj vemo, da je bil, kako bi rekel, centralizem iz Slovenije kar močan in to je bil tudi odgovor Slovencev, da se potem izcepimo in bomo samostojni. Kako se morda vi, gospa Kovač, tega spominjate? Kje ste vi takrat delovali? Sem bila študentka v Mariboru, v pedagoški fakulteti in moram priznati, da seveda takrat, ko se je vse to začelo, smo mi bili že doma kot študenti, smo imeli izpite, ampak tudi v mojem osebnem življenju je prišlo takrat do velike spremembe, ker sem konec junija sem se takrat poročila, in vseeno je pa bilo čutiti, da pride do velike spremembe. Prišlo je pa tudi takrat, ko sem se vrnila, ker vseeno, ko sem študirala, smo bili, dejansko je bilo nas ogromno študentov, sploh pa v študentskih domovih, ker jaz sem bila na pedagoški so bili večinoma Slovenci, sploh pa na slavistiki, ampak v študentskih domovih so pa bili tudi študentje iz drugih krajev, ki so bili takrat že v eni drugi državi in dejansko smo se znašli v enem študentskem domu, kjer je polovico študentov, kjer zaenkrat takrat še niso bili napolnjeni te domovi. Tako da to. Taki so vaši spomini. Gospod Hirnek, če morda greva še potem v leto 90, vi ste takrat prevzeli vodenje Zveze Slovencev na Madžarskem, najbrž ste potem tudi vključili vse te procese, ki so se potem odvijali, plebiscit in vse te korake, ki jih je Slovenija potem naredila. Tako seveda takrat že ne le osebno, ampak kot Zveza Slovencev na Madžarskem smo spremljali dogodke, tudi plebiscit in jaz sem pa imel srečo in sem bil zelo počaščen, da sem lahko bil na osrednji prireditvi tukaj v Ljubljani, kar je bilo veličastno in lahko bi rekel, da je najlepše doživetje v mojem življenju. Za Slovenijo so bili tisti časi prelomni, najbrž tudi za Madžarsko, ne? V tistih časih se je tudi Madžarska nekako osvobodila te železne zavese vzhodnega bloka nekako, ne? Ne samo tudi za Madžarsko, ampak posebej pa za Porabje. To pa zaradi tega, ker vse do tistega časa smo lahko rečemo, da smo živeli poleg železne zavese, oziroma hermetično zaprti proti Avstriji z železno zaveso, proti Sloveniji, Jugoslaviji, nikdar nismo imeli mejnega prehoda in tudi proti Madžarski smo bili zaprti, saj enostavni državljani Republike Madžarske nismo priti v naše pokrajine, ker smo bili v strogo varovanem, živeli v
strogo zavarovanem območju in seveda te spremembe dejansko na Madžarskem, družbene spremembe, ko je prišlo do drugega sistema, je prineslo to, da je pokrajina postala, da smo postali odprti, da smo lahko še šli tudi sami v tujino, oziroma tudi prej smo lahko šli, ampak je bilo določeno, da letno lahko ideš, kaj jaz vem, enkrat na zahod. Mi, ki smo pa živeli v meji, mi smo imeli možnost, da imeli smo potni list za male mejne prehode, to pomeni, da proti Jugoslaviji smo večkrat lahko prečkali mejo, ampak vseeno, da si lahko prišel do Slovenije, smo se vozili 35 kilometrov. Ampak takrat si samo še na meji, čeprav živiš dejansko ob meji, ker Konji se nekje pa dejansko ob slovenski meji. In tukaj se je začela po tistem celotna sprememba. Porabje je leta 1992 že dobilo svojega mejnega prehoda, prvič na Gornjem Seniku, nekaj let kasneje tudi na Verici in se je spet začel odpirati tudi za nas in spreminjati na raznih področjih. Torej, gospod Hirnik, 30 let je zdaj ne le pomembnih za Slovenijo, tudi za vas, porabske Slovence. Kateri mejniki, kateri koraki, kaj vse se je spremenilo, premaknilo? No, mislim, seveda smo upali, da bodo Slovenijo priznali madžarska država, zato ko sem se vrnil iz Ljubljane, sem takoj napisal eno pismo predsedniku madžarske vlade in predsedniku madžarskega parlamenta, naj čim prej oziroma naj obsodijo agresijo nad Slovenijo in čim prej poznajo Slovenijo za samostojno državo. Seveda so mi tudi odgovorili in so rekli, da seveda je to zelo občutljiva stvar, ampak moramo še malo počakati in to se je potem zgodilo v naslednjo leto. In s tem smo pa upali tudi, da se bodo izboljšali odnosi med Madžarsko in Slovenijo. Ti niti niso bili slabi pred tistim, ampak da se bodo izboljšali odnosi med obema državama in od tega tudi mi, manjšina, mi Slovenci na Madžarskem, bomo profitirali. No, kaj je še zame zelo pomembno, da sem potem 2006 dobil odlikovanje Red za zasluge in potem leta 2012 sva pa postala slovenska državljana. Kakšen je zdaj ta odnos tako Slovenije kot Madžarske do vaše skupnosti? Jaz menim, da je naša skupnost dejansko se je postavila na zemljevid, da obstaja, saj prej niso dosti govorili o nas. In dejansko smo aktivni tako proti Madžarski, kot sodelujemo z Madžarsko in seveda tudi s Slovenijo. Tukaj imamo dve krovni organizaciji, delo si delimo in lahko rečemo, da imamo pokrito večinoma vse področje. Seveda so še izzivi pred nami, so še odprta vprašanja, ampak vsi delamo nad tem, da zagotovimo take pogoje v naši okolici za Slovence, da ostanejo tam, da si najdejo tam svoj da si najdejo tam cilj, da jim primerno zaposlitev. Naša naloga pa je, da zagotovimo za njihove otroke naprimer kvalitetno šolanje, istočasno kvalitetne izvenšolske dejavnosti. Aktivni smo na področju medije, saj slovenska skupnost ima časopis je celo zveza, takoj ko je bila postavljena, si je dala cilj, da bi začeli izdajati slovenski časopis, ki se piše tudi v našem narečju in seveda v knjižnem jeziku. In leto dni po ustanovitvi zveze je že izšel prvi časopis Porabje. Po tistem leta 2002, od leta 2002 deluje tudi slovenski radio Mnošter. Na medijskem področju imamo še svojo oddajo tudi Slovenski utrinki.
izredno smo aktivni na kulturnem področju. Moramo priznati, da v bivšem sistemu smo tudi imeli kulturne skupine, ampak seveda je bilo omejeno tako število nastopov, kot tudi neki stiki z matičnim narodom. To je danes urejeno. In poleg tega zdaj pa delamo še tudi na gospodarskem področju, da se pokrajina razvija in res postane privlačna za to, da naša skupnost se ohrani v tej okolici, da se ohrani tudi kultura in tudi materni jezik. Kakšen je morda položaj, pogled madžarske politike do vas, do manjšine, ki živite na njihovem ozemlju, torej slovenske manjšine na Madžarskem? Mislim, da je vsako leto boljše, saj pred 30 leti, ko sem začel delati, še niti niso znali o nas, seveda to v oklepaju, ampak odkar so se izboljšali, kot sem že omenil, stiki s Slovenijo in zdaj so res na nivoju. Lahko rečem, da vsako leto dobivamo ne samo moralno, ampak tudi finančno pomoč, vsako leto več od madžarske države. Imamo tudi svojo zagovornico v parlamentu. V glavnem mislim, da ko so sprejeli narodnostni zakon 93. leta, smo dobili preveliko, toliko, da tudi zaradi naše kapacitete nismo morali takoj vse izkoristiti. Ampak, kot je že Andreja omenila, delamo na tem, da bi tisto, kar je pač v zakonu za narodnosti, vse izpolnimo. Gospod Andreja, rekli ste, da ste zdaj nekako prišli na zemljevidne porabski Slovenci tudi s to osamosvojitvijo. Pa ste tudi na zemljevidu tistih, ki morda iščejo kakšen kraj za oddih, ki grejo kam na izlet iz Slovenije. Pridejo ljudje k vam, ste zadovoljni s tem, koliko jih je, ali bi si želeli še več? Seveda si želimo, da pride še več Slovencev v naše kraje. Imamo kar lep obisk tudi s strani Slovenije. Zdaj, COVID je marsikaj prinesel, ampak leta 2019, ko je bilo še vse odprto, moramo priznati, da smo imeli kar nekaj skupin, tudi družine so prišle in tudi mi ogromno naredimo za to, da naj naša pokrajina postane privlačna tudi za turiste. Sami delamo evropske projekte tudi v ta namen in moramo priznati, da tudi Slovenija v zadnjem času namenja temu posebno pozornost. Nastal je film o porabskih Slovencih, da dejansko se ve, kje smo, kaj delamo, kaj je bila naša zgodovina in vseeno moramo povedati, da tam po spremembi sistema so bili čezmejni stiki, lahko rečemo, bolj aktivni kot v zadnjih letih. Vzrok tega je, da ponovno smo prišli v čase, ko nihče nima več časa, ker letiš iz enega dela v drugo in moramo najti možnosti, kako pritegniti ponovno skupaj obmejno prebivalstvo, ker za nas, za Slovence, ki pa živimo v Porabju, je izredno pomembno, da naj postanejo dnevni stiki tukaj med obmejnimi državljani, oziroma med Slovenci v Sloveniji in Slovenci v Porabju, tudi glede uporabe jezika in tudi glede druženja, da ne gremo samo v madžarsko smer, ampak da ostanemo tukaj v meji in naše partnerje iz Slovenije pridobimo in se z njimi družimo. Zanima me še nekaj, ta kongres na Klepetu snemamo tudi ob 30-letnici Slovenije, 30-letnici kongresa. Kako se je spremenil, gospod Hirnek, vaš pogled na Slovenijo v teh 30 letih in kako jo vidite danes? No, seveda so bile velike spremembe. Saj, ko smo ustanovili Zvezo Slovencev na Madžarskem, smo bili novi na zemljevidu in nismo imeli isti status, kot so imeli na primer Slovenci v Italiji ali na Koroškem.
Torej smo se morali boriti, smo morali delati na tem, da nas Slovenija prizna in da bomo v istem klobuku kot ostale manjšine v zamejstvu. To se je zgodilo in seveda od začetka smo potem, oziroma ko smo si to izborili, smo dobivali isto moralno in finančno pomoč iz Slovenije. In tu ne glede na to, kakšna vlada je bila v Sloveniji, imeli so isti odnos do porabskih Slovencev in lahko smo hvaležni tudi uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, s katerimi smo tako rekoč v dnevnem stiku. In enako vprašanje za vas, gospa Kovač, kakšen je vaš pogled na Slovenijo danes in kako se je v teh 30 letih morda spremenil? Moram priznati, da Slovenija kot turistična destinacija je bila zame vedno prva in je to tudi danes. Ampak jaz bi se samo pridružila temu, kar je gospod Hirnek rekel. Kar se tiče življenja narodne skupnosti in moj vtis v Sloveniji, jaz bi rekla, da tukaj je bilo, temelje so bili postavljeni se strani Jožeta, oziroma kar se tiče delovanja zveze. Jaz sem mnenja, da Slovenija nikdar ni pozabila, oziroma odkar obstaja, da ima eno narodno skupnost, oziroma da živijo Slovenci tudi na Madžarskem v enem kotu in seveda jaz menim, da skupno močjo marsikaj lahko dosežemo še na tem področju v korist naše skupnosti, mi pa lahko tudi marsikaj naredimo v korist matičnega naroda. Najkorist tako, obima hvala lepa za obisk in za pogovor. Hvala lepa. Hvala tudi za povabilo. In tudi vam, drage gledalke in gledalci, hvala lepa za pozornost. Z nami sta bila Andreja Kovač, predsednica Zveze Slovencev na Madžarskem in pa njen predhodnik, dolgoletni predsednik, gospod Jože Hirnek.